Dober dan, dragi moji. Ponovno smo skupaj in danes v najbolj fantastični metodi, ki se ji reče nova zgodba. Zelo dobro vam jo bom predstavila in se vam res splača video pogledati do konca, posnetek pogledati do konca, zaradi tega, ker vam ta posnetek zagotavljam, da vam bo spremenil življenje, če boste upoštevali napotke, ki jih bom delila tekom posnetka. Zakaj se gre pri novi zgodbi? Nova zgodba je tehnika, je metoda, kjer s pomočjo nje prehajamo v drugo paralelno realnost. Se pravi, mi zdaj, bom tole vzela za mušter, no, kako se reče, mi smo zdaj na tej strani. Živimo življenje in smo na tej strani tele škatlice. Kako dišijo. Tu imamo probleme, težave, bolečine, bolezni, radi bi imeli drugačne otroke, radi bi imeli drugačen partnerski odnos, radi bi imeli več denarja, smo v pomanjkanju denarja, v pomanjkanju zdravja, v pomanjkanju samopodobe, v pomanjkanju ne vem česa. Na tej strani, tu, kar zdaj živimo, realno resničnost, si želimo več denarja, si želimo novo hišo, si želimo nova okna v hiši, si želimo več hoditi na delavnice, si želimo karkoli, sami dodajte, kar si želite. Na tej strani je pa druga paralelna realnost. Se pravi, druga resničnost, ki jo pa mi želimo živeti, je pa na tej strani. Zdaj pa sami sebi postavite vprašanje, pa napišite od spodaj v komentarje odgovor, lepo prosim, kje ste vi trenutno z svojimi mislimi, svojimi občutki in svojimi prepričanji. Kje ste trenutno? Kaj večino časa govorite in razmišljate o življenju, ki ga živite, ali o življenju, ki ga želite živeti? Kje ste večino časa? Se pravi, mi tu vemo, v programu mojem, se pravi, vsi točno vejo, da mi ustvarjamo, da mi kreiramo. Na YouTube kanalu Planet ljubezni smo kreatorji, smo zavestni kreatorji, se pravi, zavestno razmišljamo o tem, kaj razmišljamo. Ali pa zavestno govorimo, se pravi, pazimo na svoje besede. Na kak način? Zdaj, če sem jaz, to je metoda, ko je meni res spremenila življenje in mi ga še vedno spreminja in še vedno jo delam. Se pravi, nova zgodba se piše do konca življenja za bilo katero področje, ki ga želite spremeniti, oziroma imate video tudi na kanalu Planet ljubezni, na mojem YouTube kanalu, imate video tudi o paralelnih resničnostih, pa še tisti video pogledajte, da boste pol to povezali. Se pravi, jaz želim v drugo paralelno realnost, jaz želim v realnost, v resničnost, kjer imam denar, kjer sem zdrava, kjer imam 10 kilogramov manj, kjer se moja vnukinja večino časa smeji, ne joče, kjer je moja hčerka srečna, zadovoljna, kjer v šoli gre, kjer imam perfektno partnersko razmerje, odnos, kjer imam lepe prijateljske odnose, kjer imam novega belega BMW-ja, kjer imam novo hiško, kjer imam nove visoke grede in tako naprej. Jaz pa želim v to realnost. In kako zdaj mislite, da boste prišli v to realnost, ki jo želite živeti, če ste večino časa z mislimi, besedo, večino časa, se pravi, se pogovarjate z ostalimi ljudmi o realnosti, ki jo trenutno živite in ki jo več ne želite živeti. In kako zdaj gremo na drugo stran? Se pravi, pazim, kaj razmišljam, pazim, kaj govorim. In pazim, kaj občutim. Se pravi, mi vemo, da so občutki posledica naših besed in misli. In če jaz govorim večino časa v dnevu
Joj, Neža pa v šoli ne gre, pa je zbežala na drevo, pa so jo mogli učiti reševati, pa kar nekaj je skozi narobe, pa joj, nimam denarja, pa samska sem, pa nimam partnerja, pa dolg čas mi je, pa v službi se ne razumem, pa dobenega prijatelja nimam, ko bi mu lahko zaupala. Čez večino časa govorim stvari, ki se resnično zdaj ta trenutek dogaja, ampak jaz jih ne želim več živeti, bom to tudi živela. Se pravi, potrjujem z svojimi mislimi, besedami, občutki to, kar ne želim živeti. Se pravi, afirmiram ves čas to, kar ne želim, vizualiziram ves čas to, kar ne želim, ker vizualizacijo, recimo, dobila sem, ja, meni pa vizualizacija ne gre, jaz pa ne znam. Dajmo se začeti zavedati, da ves čas tudi vizualiziramo. Ker ko si mi zamišljamo, se pravi, ko mi vklopimo svojo domišljijo, ok, ko bo konec meseca prišel, je treba plačati položnice, pa me je tega strah. Zdaj zima prihaja, rabim kupiti novo peč, ne vem, kje bom denar dobila. Zdaj Neža prihaja domov, vedno se dere, ko pride domov in tako naprej. Se pravi, ves čas vklapljam svojo vizualizacijo, ampak v smeri življenja, ki ga ne želim živeti. Jaz pa lahko vklopim vizualizacijo, svojo domišljijo in začnem kreirati, ustvarjati življenje, ki ga želim živeti. Ok, v tem je ta catch, v tem je ta sprememba. Se pravi, in zakaj pišemo? Nova zgodba se piše. Ok, nova zgodba se piše. Ker ko se malo spimo, jaz vam danes, evo, nimam vode, danes je doma čajček iz materine dušice in ranjeka iz 1800 metrov nadmorske višine. To vas tudi čaka nekje v mesecu juniju, zdaj mi je glih to prišlo, bom kar povedala, se pravi, bomo šli na Moličko planino peš, gor bomo imeli meditacije, imeli bomo ženske kroge ali pa mešane kroge, če se nam bojo še kakšni moški pridružili, spali bomo v lušni koči, kurili si bomo na drva, tako da bo zelo lušno in tam boste tudi lahko nabirali takrat, okoli 15. junija bojo nekje že vršički ruševca, jaz vam bom pa recept povedala, kak med gor polijete in kak si tak res zdrave napitek ali pa sredstvo za dvigovanje imunskega sistema naredite. No, in ker jaz takrat čajčke nabiram po vseh planinah, vam pa danes sem se odločila za čajček, da spijem z vami, ne vodo. Takole. Zdaj smo ostali pri novi zgodbi. Se pravi, nova zgodba se piše. Nimamo jo v glavi, mi smo na zemlji in če želimo stvari materializirati, se pravi, da se bojo pojavile tudi v fizični obliki, da jih lahko otipamo, da jih vidimo, je treba stvari pisati, ker tako se potem ta misel prizemlji. In zato je treba ves čas nekaj pisati in tu se bomo ves čas učili, da je treba stvari pisati. Pisati ne na računalnik, na livno pero, svinčni kuli. Ok. In zdaj rečemo, ok, jaz sem na tej strani. Želim si karkoli v svojem življenju spremeniti. Kje sem večino časa s svojimi mislimi, občutki, prepričanji, vzorci in tako naprej. V življenju, ki ga ne želim živeti, ali v življenju, ki ga želim živeti. Zakaj je nova zgodba? Ker ko boste vi začeli pripovedovati zgodbo življenja, ki ga želite živeti, ga boste slej ko prej živeli. Ko boste vi začeli razmišljati o resničnosti, o življenju, ki ga želite živeti, z bilo kom, na bilo katerem področju, ga boste slej ko prej začeli živeti, ker boste prešli v drugo paralelno realnost, ki poteka istočasno v tej resničnosti, ko jo zdaj živite. Pokomentirajte mi malo tisti, ko ste zdaj z mano, ali vam je jasno, dosti razumljivo govorim, od 1 do 10, kaj bi rekli je, ok, me razumete, kaj vam hočem povedati? Ok, se pravi, gremo v drugo paralelno resničnost. Zdaj pa, jaz imam tale dnevnik zavestnega kreatorja. In če pogledamo, je vse popisano z mojimi novimi zgodbami. Ok, se pravi, ta dnevnik
hodi z menoj na predavanja, gre z menoj na razne delavnice, gre z menoj, čez dan je z menoj. In takoj, ko se mi utrne ena misel, se pravi, vsi, ko ste z menoj, veste, za program Pot do sreče in notranjega miru, je neka cena programa, neka vrednost programa, ampak jaz napišem, moj program stane toliko pa toliko, ko bi si jaz želela, da dosežem ceno programa. Z njim pomagam ljudem do sreče in notranjega miru. Vodim delavnice po celem svetu. Z menoj je moja ekipa, ki me brezpogojno podpira in razume. Tega še ni, ampak če želim to živeti, rabim zapisati. Nova zgodba se vedno piše v sedanjiku, tako kot da jo že živimo. Se pravi, vodim delavnice po celem svetu. Ne želim si voditi delavnice po celem svetu, ampak jih že vodim. Ker preko nove zgodbe prihajamo do občutka, kot da novo realnost, novo resničnost, novo življenje že živimo. Ok, občutek je važen, ker s občutkom pa ustvarjamo. Z mojo ekipo smo najboljši prijatelji. Imam svoje podjetje, ki je najuspešnejše v Sloveniji. Recimo zdaj vsi, ko me spremljate, veste, da sem se včeraj učila v TikToku. Zelo sem uspešna, takoj imam zraven in takoj napišem, kaj se mi utrne. Zelo sem uspešna na TikToku. Vsak dan objavim en video, iz tega videa me spozna ogromno ljudi, in tak naprej in tak naprej. Se pravi, ali pa napisala sem, povzročila sem revolucijo. Se pravi, da sem začela z nečim novim. A ne, to mi je včeraj, ok, smo poslušali o ljudeh, ko so ena oseba povzročila neko revolucijo, naprimer Steve Jobs ali pa Tesla in tak naprej. In zakaj ne bi bila jaz ta en človek, ko bi nekaj takega povzročila? In to si jaz napišem. Potem vsi veste, kaj je summit, recimo. In jaz že takoj napišem, imam summit, imam preko 5000 mailov, moji gostje so, in 20 gostov napišem. To so moje nove zgodbe. Isto za moje delavnice. Retreat imamo ravno kar je 17. september, se pravi, pišem, kot da je že 17. september, čeprav ga ni. Smo na Punta Križi, v prelepi hiši, okoli nas je čisto, kristalno morje, vseh nas je 50 in tak naprej in tak naprej. Se pravi, novo zgodbo za partnerja, novo zgodbo za otroke, nove zgodbe za vnuke, nove zgodbe za hiše, ko si jih želite. Zdaj bom pa prebrala en delček nove zgodbe, gospe, ki je v mojem programu, Pot do sreče in notranjega miru. Zelo dobro ji gre, tako da vem, da tudi zdaj video gleda, tako da iskrene čestitke, res še iz moje strani. In bom prebrala njeno zgodbo z zadovoljenjem, da vam pokažem, kaj je pomembno pri novi zgodbi in česa se je treba držati in kaj je treba spreminjati. Se pravi, rada pojem, plešem, pletem lepe izdelke iz volne in bombaža. Ok, vesolje, to vam na srce polagam, rabi jasnost in specifičnost. Kaj so to lepi izdelki? Katere pesmi pojem? Kako plešem? Kje plešem? Kakšne izdelke pletem? Ali jih prodajam? Ali jih imam samo za domačo uporabo? Koliko je cena tega mojega izdelka? Če jih prodajam, kje sem znana? Po celi Sloveniji, vsi kupujejo moje, ne vem, neke polštrčke iz volne pa iz bombaža. Jasno, specifično. Sem uspešna pri prodaji teh pa teh izdelkov. Ne bom zdaj prebrala, da se ne bo vedeli, za katero osebo se gre. Kaj to pomeni, da sem uspešna? Vesolje ne ve. To je tako, da jaz rečem vesolju, ok, naročam ti eno pico. Kak naj na ta, kar ve v restavraciji, v pizzeriji, kako pico jaz hočem? S kakimi pelati, s kakšnim sirom, šunko, brez, gobicam, tartufi, karpačjo, karkoli. Kak naj ve? Jasno, se pravi, sem uspešna pri prodaji teh in teh izdelkov. Kaj to pomeni uspešna?
zaslužim toliko pa toliko na mesec, prodam 10 škatl te kreme, 20 škatl te kreme vsak mesec, 30 škatl te kreme vsak mesec, jasnost je treba napisati. Se pravi, samo za prodajo, kaj za nas pomeni, pa se pravi, zelo važne so definicije, kaj v mojem svetu pomeni, da sem uspešna pri prodaji. V mojem svetu pomeni, da sem uspešna pri prodaji, da prodam vsak dan en svoj program. Ok, to je uspešnost zame pri prodaji. Kaj pa zate uspešnost pri prodaji? Se pravi, treba je napisati jasno, da mi tule se me zakleni, jasno je treba definirati, kaj želim, kaj to zame pomeni uspešnost pri prodaji. Privoščim si masažo telesa, bolj boste jasni, kam grete, koliko plačate za masažo, kak vas maserka masira, prej vam bo lahko to vesolje dostavilo. Sprehode v naravi, nakupovanje lepih oblačil in obutve, točno, specifično, lepa oblačila, to doben ne ve. To je tako, da vi meni rečete, Nataša, jaz si za rojsten dan želim parfum, kup mi enega, kak ne jaz vem, kjer parfum. Jasnost. Kaj so to lepa oblačila? Kjere znamke? Koliko odštejemo? Podrite, pejte čez vse zidove, čez vse blokade in napište, ne vem, za plas sem naštela 1000 evrov. Od Max Mare sem si ga kupila. Ok, točno. Ja, saj imam lepo postavo in mi vse pristoji, sem urejena, negovana, moj obraz je tako lepo, sklajen, brez odvečnih gubic, super. Uživam s prijatelji na raznih obredih, meditacijah, plesu, gongih, raznih delavnicah, kakšnih delavnicah, jasnost, ki so pozitivno energetske za moje telo, dušo, duha, rada sem v družbi z, ni važno, in njeno družino, ok, pri večerih rada meditiram, berem, uživam v družbi s partnerjem, ki mi pomaga, me razvaja. Ok, kaj mi pomaga? Kako me razvaja? Vikende preživljam s partnerjem, s katerim veliko hodiva na sprehode, izlete, meditirava, hodiva na obrede, ker se deluje. Želim si potovanja z avtodomom po Evropi. To ni nova zgodba. Želim si. Želim si, ni nova zgodba. Že živim v sedanji, ko se piše nova zgodba. Z avtodomom hodim po Evropi. Točno kje po Evropi? Potujem na Bali, Avstralijo, po zimi v tople kraje, Zanzibar, Havaj. Ok, kaj bom tam videla, kaj bom tam doživela? Recimo samo za potovanja z avtodomom lahko najmanj 10 listov A4 napišete nove zgodbe. Ne? To je ta jasnost, specifičnost. Ljubim z vsem srcem partnerja s podobnimi lastnostmi mojim. Kake so te lastnosti? Točno. Jaz vam, to sem že nič kolikokrat pokazala, upam, da bom zdaj našla. Se pravi, moja nova zgodba glede partnerja. Je samski, je zabaven, je radosten, dela z menoj okolice, je spoštljiv, je fizično urejen, je v vorteksu, vodi terapije, ukvarja se z zdravilstvom, je duhoven, obožuje nežo, me podpira, ukvarja se z mojimi otroki, mi nudi varstvo, jo kdaj pa kdaj pelje v šolo, pospravlja, kuha, ljubi reke, slapove, gore, potoke, je lahkoten, je veličasten, je čustven, je sočuten in tak naprej. Me razvaja, se pravi, kaj dela, ko me razvaja, specifičnost in tak naprej in tak naprej. Ok, se pravi, vesolje ljubi jasnost. Če vas spomnim na Sabino Ataj, ona je napisala 34 strani samo za partnerja. Se pravi, do občutka, vsako jutro mi naredi smuti iz tega in tega sadja in ko jaz spijem ta smuti, se počutim, ne vem, kot kraljica in tak naprej. Probimo priti do občutka pri novi zgodbi, kak bi se mi počutili oziroma kako se bomo počutili, ko bomo to novo zgodbo živeli. To je najbolj pomembno pri novi zgodbi. Ok,
Tu vam še zraven svetujem, to za eno drug video, se pravi Vision Board, ne? Uživamo na prelepi barki. Vision Board, to vse zvete v mojem programu, drugače imate med bonus materijali, kako se naredi Vision Board. Barka, slika barke, koliko sem plačala za njo, registracijo gor napisati, v kateri marini je privezana, koliko je dolga, koliko je široka, koliko ima visoke jambore, katere znamke je. Jasnost, jasnost, jasnost. Ne želim si novega BMW-ja, ali pa imam novega BMW-ja, bi se v novi zgodbi napisalo. Jasnost, točno. X8, s tatim gumam, s tato dodatno opremo, ne vem, zložljivo streho, s takim volanom. Ok, jasnost, jasnost, jasnost. Dolga, lepa potovanja. Kam, kje? Točno, jasnost. Potujemo tja, pa tja, pa tja. Imamo dovolj finančnih sredstev. Koliko je to? Vesolje za njega ni dovolj. Jaz bi rad veliko denarja. Ja, koliko ti ne vesolje da, če ti ne veš, ali hočeš 10.000 evrov na mesec, ali hočeš 20.000, ali hočeš milijon na mesec. Jasno, specifično, točno koliko denarja želiš. V letu 2024 potujeva v Peru. Smo že v letu 2024. Ravno kar sva v Peruju. V družbi duhovnih prijateljev. Imamo se neizmerno lepo. Vedno imam dovolj denarja za svoja potovanja. Zaslužim 10.000 evrov na mesec, to bomo tam definirali, koliko želimo biti uspešni pri prodaji in tako naprej. Ana. Ok, bom zdaj tole dala stran, tole novo zgodbo. Upam, da ste me razumeli. Je dovolj jasno bilo povedano. Se pravi, nova zgodba je nekaj, kar mi želimo živeti. Mi zdaj živimo staro zgodbo. To, kar danes živimo, je že posledica naših misli, prepričanj, občutkov, čustev, ki smo jih imeli do danes. Se pravi, danes je že old news, je že stara zgodba. Danes je že preteklost. Ok. Ampak ostane vam pa ta trenutek zdaj, ki je edini resničen. In ta trenutek zdaj, pa mi ustvarjamo svojo prihodnost. In ena izmed metod, ki je fantastična, ki je nujno potrebna za vsakogar, ki želi drugačno življenje, je ravno nova zgodba. Rabim malo spiti. Je morda kako vprašanje tukaj, pa odgovorim zdaj tekom videa na njega. Se pravi, nova zgodba vas bo popeljala v novo življenje. In če imam zdaj jaz, v narekovajih, težave za svojo hčerko ali pa svojo vnukinjo ali pa svojim partnerjem, se pravi, da se dogaja nekaj, kar bi jaz želela, da je drugače, in če jaz ves čas razmišljam o tem, kaj se dogaja in kako je, in potem še to prijateljcem 10 govorim, kak je moja hčerka, kaj delam? Ponavljam to, kar ne želim živeti, afirmiram to, kar ne želim živeti, sama sebe hipnotiziram v to, kar ne želim. Če pa jaz rečem, ok, je tako, kot je, to sprej. Res je, da imam trenutno premalo denarja, res je, da se s partnerjem ne razumem, res je, da se v šoli za hčerko to pa to dogaja. Vse to je res. Ok, to je resničnost, ki jo trenutno živim. Ob tem se zavedam, da jo živim zato, ker sem nekaj tako mislila, občutila in govorila. In posledica tega je današnji dan, realnost, ki jo živim. In če želim vstopiti v drugo realnost, ker imam čudovitega partnerja, ker imam 20.000 evrov na mesec, ker sem uspešna pri prodaji, ker potujem po Peruju, po Havajih, po Braziliji, po Indoneziji, z avtodomom, ker imam svojo jadrnico, svojo jahto, svojo novo hišo, rabim iti z besedo in z mislimi v novo zgodbo. Se pravi, večino časa v dnevu rabim govoriti, razmišljati in občutiti novo življenje, ne pa biti v stari. Je bilo jasno povedano? Danes je z menoj tule moja Sabina,
tehnična ekipa. Sabina, sem razumljivo povedala. Ok, a je kako vprašanje? Je, ok. Kaj pa sprašujejo? Aha, ok. Aha, koliko novih zgodb napisati? Se pravi, novo zgodbo pišete za bilo katera področja življenja, ki bi jih radi spremenili. Nova zgodba se piše ves čas življenja, zato ker nekaj boste zrihtali, nekaj boste uredili, pa bo prišlo novo področje, pa bo, ne vem, si mama mnogo zlomila, pa boste vi zdaj napisali novo zgodbo, kako želite, da bi to zdravljenje potekalo in tako naprej in tako naprej. Se pravi, jaz imam ves čas zraven, ves čas dnevnik, v katerega pišem novo zgodbo, v katerega pišem hvaležnosti in tako naprej. Se pravi, to je moj talisman, to gre vse posod z menoj. Kreiram svoje življenje tako, da ga pišem. Jaz pišem svoje novo življenje, dragi moji. Vi ga pišete, vi ga ustvarjate, vi ga kreirate. In prej, ko ga boste začeli pisati, bolj jasno bo napisan. Kaj mislim z jasnostjo? Se pravi, v globine. Ne, želim si nov avto, ali pa imam nov avto, bo v novi zgodbi napisano, ker se piše v sedanjiku, ponavljam, ampak točno kak avto, točno, pejte na testno vožnjo, kak se počutite v tem avtomobilu, kak vonj je v tem avtomobilu, kake dišave uporabljate, kam ga boste prati in tako naprej in tako naprej. Pa še to sem hotela povedati. Nova zgodba se bere vsak dan ali pa vsaj parkrat na teden. Vzamete vašo novo zgodbo. Ok. Imam bestseller knjigo z naslovom Viktorija. Posvečena je moji mamici, ker se je vse začelo z njenim odhodom. Prevedena je v 10 jezikov. Vsak dan prodam 10 izvodov. Ok. Se pravi, to je moja nova zgodba za mojo knjigo. In jaz jo vsak dan berem. In jaz jo občutim. Wow, imam novo knjigo. Se pravi, jaz že danes kreiram. Ljudje me sprašujejo, kdaj boš napisala knjigo, Nataša, kdaj boš napisala knjigo. Knjiga je že napisana. Ok, knjiga je že napisana. Jaz že danes kreiram, vsak dan prodam 10 izvodov. Vsak dan prodam 10 izvodov. Vsak dan 10 novih ljudi usrečim svojo knjigo. Vsak dan 10 ljudem po svetu spremenim življenje. Knjiga je prevedena v 10 jezikov. Jaz že danes to treniram, čeprav fizično, realno knjige še ni. Ampak je že. Zdaj, to ljudje, ki ste z mano v programu Pot do sreče in notranjega miru, boste razumeli, kaj mislim s tem, da je že, ne glede na to, da še ni, je že. Ok. In kako bom dosegla, da bom res zdaj, če rečemo, da časa ni, se pravi, da bo res ta knjiga prišla do mene in da bom jaz se bo res enkrat zlila nekam končno, da bo napisana, da bom vsak dan brala novo zgodbo. Imam najbolj prodajano knjigo z naslovom Viktorija. Vsak dan prodam 10 izvodov. Vsak dan 10 novih ljudi usrečim svojo knjigo. Vsak dan 10 novim ljudem spremenim življenje z mojo knjigo. Ok, na tak način, s pomočjo nove zgodbe, bo pa to prišlo do mene, oziroma bom jaz preklopila v drugo realnost, v tisti, ko je knjiga že napisana. Tu se učimo tudi na tem programu, se pravi, da je vse že rešeno, vse že imamo, vse je že v enem prostorčku, kjer je že vse izpolnjeno, tako da jaz vas res vabim, tisti, ko zdaj gledate tale posnetek na YouTubeu, kontaktirajte me, napišite, če bi se želeli v moj program Pot do sreče in notranjega miru vključiti. Vsak teden pride nov video, naročite se na kanal, to je zelo pomembno, zato da ste obveščeni o novih videov, da gremo skupaj čez ta proces. Se pravi, kliknete gumbek naroči se ali pa subscribe, mislim, da piše, pa se naročite na kanal, da boste naročeni. Če smatrate, da bi kdo rabil te vsebine, lepo prosim, pošljite mu jih. Ne glede na to, kaj si bo on mislil, delite te vsebine, zato ker to je zelo pomembno, ker kaj delamo, ali pa kaj jaz delam, kreiram planet ljubezni. In tisti, ko ste z menoj, sem neizmerno hvaležna, res hvaležna iz dna duše, iz srca, da me spremljate, da mi zaupate, da ste svoje življenje dali v moje roke,
oziroma je še vedno v vaših rokah, ampak da ste me izbrali za svojo mentorico in da vam lahko pri tem pomagam. In sem zelo počaščena in hvaležna. Tako da se vidimo naslednji teden z enim novim videom. Zdaj bi bila zelo vesela, če bi mi kako temo napisali, kaj bi želeli o čem govoriti. Drugače pa jaz tekom tedna zberem, kaj se mi zdi najbolj smiselno in obdelamo podrobno pol to temo. Ne pozabite, se pravi, spomnite se vsak dan novo zgodbo brati. Okay? In pride do občutka, kot da jo že živite. Ok, čau, čau, rada vas imam, dio, dio.